Na začetku tega meseca smo praznovali veliko noč, vstajenje Jezusa Kristusa, ampak zanimivo je, da Judje imajo pa Pasho ta teden. Se pravi, ta teden je pashalni teden, tako da najverjetneje je danes obletnica zadnjega dneva, ko je bil Jezus v grobu. Naslednji dan je bilo vstajenje od mrtvih. Haleluja. Tako da to me spominja na zgodbo, čez katero so šli učenci potem, ko je Jezus vstal od mrtvih. In v 1. Korinčanom 15, kjer Pavel govori o tem, kaj je evangelij. Spominja nas evangelija, v katerem stojimo, se po njem rešujemo, če čuvamo besedo, ki smo jo slišali. In to je, da je Kristus umrl za naše grehe po pismih, da je bil pokopan in da je bil tretji dan obojen po pismih, oziroma kot je zapisano v Svetem pismu, in da se je prikazal Petru, potem 12. Potem se je prikazal nad 500 bratom naenkrat, katerih večina še sedaj živi, nekaj jih je pa že pozaspalo. Potem se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom in izmed vseh nazadnje se je prikazal tudi meni. Če gledamo Janezov evangelij, 20. pa 21. poglavje, tam je Jezus se srečal z Marijo Magdaleno, Jezus se je srečal z apostoli, ko je Tomaž manjkal, pol se je srečal z apostoli, ko je bil Tomaž zraven, in pol se je še enkrat srečal s svojimi učenci tam pri Galilejskem jezeru. Tako da vidimo, da je moral biti kar nekaj teh srečanj Jezusa z njegovimi učenci po njegovem vstajenju. So bila osebna srečanja, so bila skupinska srečanja. Jezus se jim je razodel, tako kakor ga prej še niso poznali, zato ker on je zdaj bil vstali Kristus, on je bil zdaj v poveličenem telesu. Oni so zdaj videli, da je to več kakor samo človek. Tomaž je pokleknil pred njega, ko mu je Jezus pokazal prebodene roke in stran in rekel, moj Gospod in moj Bog. Tako mu je bilo jasno, da očitno bi bilo boljše, če bi verjel drugim učencem, da je res vstal od mrtvih, tako ga je moral Jezus malo pokregati, zakaj je bil neveren. Jezus pravi, ker si me videl, veruješ, ampak blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. To pomeni, še večji blagoslov je prihranjen za nas, ki nismo videli Jezusa na ta način manifestiranega, kakor za tiste, ki so ga videli. A je to dobra novica? Je, haleluja. Lahko pričakujemo večji blagoslov. In haleluja, tudi potreben je. Takrat, ko se je krščanstvo začenjalo, je bilo tam od 200 do 400 milijonov ljudi na zemlji. Koliko jih je zdaj? Okoli 8 milijard. Kakšna velika žetev, kakšna velika potreba, da Bog pošlje delavce na svojo žetev. In zdaj Klemen je bral iz Efežanov, da vas Bog napolni z duhom modrosti in razodetja v spoznanju Boga in da izkuste, ne samo, da veste o Božji moči, ampak da izkuste Božjo moč, ki deluje v teh, ki verujejo. To je, v bistvu sem naenkrat prebral to molitev Pavlovo, kakor da je bila njegova molitev za to, da imajo Efežani svoj binkoštni dan, da so krščeni v Svetem duhu, da so potopljeni v to, kar je Jezus obljubil, preden je šel v nebesa. Je rekel, ni vaša stvar, da bi poznali čase in ure, ki jih je Oče rezerviral za svojo oblast, ampak prejmete moč, ko pride Sveti Duh na vas in mi boste pričali v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji in do kraja zemlje. Zdaj, če probamo celo to sliko strniti, Jezus je vstal od mrtvih, začel se je razodevati učencem. Ko se je srečal z apostoli, prvič
je rekel, prejmite Svetega Duha. Je dihnovanje in rekel, prejmite Svetega Duha. Oni so bili takrat na novorojeni, oni so začeli verjeti, da je Jezus Kristus Gospod, da je rešitelj. Sprejeli so odrešenje, bili so izpolnjeni s Svetim Duhom. Kaj jim je manjkalo? Manjkalo jim je krst v Svetem Duhu. To je še prihajalo. In zdaj teh 40 dni, ko se je Jezus prikazoval učencem od vstajenja, od velike noči do takrat, ko je bil vzet v nebo, je bil čas priprave src teh učencev na to, kar prihaja. Haleluja. In kaj je prihajalo? Prihajalo je krst v Svetem Duhu. Prihajal je ta vihar z nebes, ki se je spustil na skupino 120 učencev, ki so pričakovali obljubo iz nebes, in vsi so bili krščeni s Svetim Duhom in ognjem. Haleluja. In vidimo, kako je bil svet zaradi tega spremenjen potem, od Jeruzalema do Samarije, do vseh narodov sveta v tistem času. Ampak Bog ima svoj načrt za svoje mogočno delo tudi v tem času. Zdaj ne moramo z gotovostjo reči, ali je to zdaj to leto, ali se bo zgodilo točno po tem scenariju, kakor ga vidimo zapisanega v Bibliji. Ampak vidimo pa kaj? Vidimo sezone Boga, vidimo besede Boga, ki prihajajo, ki spodbujajo to vero v nas, da verujemo za več, da pričakujemo to obljubo ne samo enkrat v prihodnosti, ampak zdaj kmalu se mora to manifestirati. Zdaj kmalu mora priti ta obljuba, in ko se srečujemo z Jezusom v svojem odnosu z njim in ko se zberemo skupaj v molitvi v slavljenju, on pripravlja naša srca na ta čas, ko bomo lahko kot cerkev sprejeli ta krst v Svetem Duhu. Ne? Zdaj, če si predstavljate, 40 dni je njihovo življenje bilo relativno običajno. Ne? Jezus ni hodil z njim kar skozi, tako kot prva 3 leta. Ne? Občasno se jim je pokazal tukaj tam različnim osebam, kaj je delal v ostalem času, Sveto pismo ne pravi, se nam ni treba s tem ukvarjati. Ampak, ko je prišel ta dan, da je Jezus šel v nebesa, oni so se zbrali v Jeruzalemu in so vztrajali 10 dni v molitvi, v enotnosti, z enotnim pričakovanjem, Bog, ti boš izpolnil svojo obljubo. Jaz mislim, da je tle morala biti ogromna milost, da so lahko vztrajali na ta način v enotnosti. Ne? Ker koliko lahko bi bilo ta 5. ali pa ta 6. ali pa ta 7. dan reči, lej, koliko časa že moramo, pa še nič. Peter, gremo naprej ribe loviti. Ne, mislim, marsikaj bi se lahko zgodil, da bi razdrli to njihovo enotnost in fokus na to, kar je Bog hotel narediti, in vprašanje, če bi lahko sprejeli tisto, kar je Bog imel namen za njih. Ne, tako da tudi jaz se zavedam, da smo v enem takmu kritičnem času, ki je pomembno, da se srečujemo z Jezusom in da so naša srca pripravljena na to, kar ima Bog za nas posamezno in kot cerkev. Haleluja. Tako da upam, da nas to navdihne in spodbudi, da še naprej iščemo Boga. Tako, kot smo ga danes tukaj, poslušamo njegovo besedo, premišljujemo njegovo besedo, če nas budi sred noči, vstanemo, molimo, ga iščemo, ga slavimo. Haleluja. On bo izpolnil svojo obljubo, on bo naredil to, kar je namenil, in on ima dober namen v vsaki generaciji. Haleluja. Tako, kot je že Vlado rekel, verjamemo, da smo na pravem mestu, ta pravi ljudje za ta prav Božji namen. Haleluja. In pač je nekaj neumnosti in ponižnosti potrebno, da to verjameš, ampak kaj imaš za izgubiti? A vidimo, koliko je trpljenja in bolečine v svetu, koliko izgubljenih ljudi je, kaj pa Bog lahko naredi, če deluje na ta način, kakor vidimo v Svetem pismu. To niso samo zgodbe za pred 2000 let. To je lahko realnost v Sloveniji in v Evropi v prihodnjih letih.
Haleluja. Tako da dajmo biti ohrabreni za Božji klic, za slediti Jezusu in pričakujmo, da Bog bo naredil to, kar mi ne moremo. Amen. Haleluja, slava Jezusu. Bi vas povabil, da vstanemo še enkrat in še zaključimo za molitvijo. Haleluja, slavimo te, Oče. Slavimo te, da deluješ z močjo v vsakem od nas. Haleluja. Slavimo te, da si dal svoje seme vere v vsakega od nas, svoje seme nezaustavljive, neuničljive vere. Haleluja, mi čuvamo to seme. Mi čuvamo to seme tvoje besede, evangelija. Mi čuvamo, haleluja, tvoje seme, tvojega poslanstva, tvojih zapovedi, dragocene so nam. Dragocena nam je tvoja beseda, čuvamo jo v svojih srcih. Haleluja, hvala ti, Gospod, za svetega duha, da si nas že izpolnil sa svetim duhom, da tako kot prvi učenci lahko polni veselja te slavimo in molimo, da naš čas iskanja tebe ni en religiozen čas bede in matranja, ampak da je veselje, obilo veselja v tvoji prisotnosti, ampak nismo tukaj sam za to, nismo tukaj sam za žur in praznovanje, ampak smo za tvoj večji namen, haleluja, in pričakujemo ta večji namen, Oče, da se zgodi. Tako da molim za vsakega, Oče, ki ga kličeš v tem času, haleluja, da je del tvojih poslancev, tvojih služabnikov, ki jih boš poslal. Haleluja, da se noben ne zgubi, Oče, da se noben ne zgubi v tem svetu, Oče, v zaposlenosti tega sveta, v nepomembnih stvareh, Gospod. Pomagaj nam najti čas vsak dan zate, pomagaj nam, da so naša srca vedno odprta zate, da so naša srca lahko očiščena vseh smeti, vsake nevere, vsakega dvoma, vsakega strahu, vsakega bremena preteklosti, Oče. Haleluja, hvala ti, Gospod. Haleluja, hvala ti, Gospod. Dajmo skupaj moliti. Oče, jaz ti odpiram svoje srce. Odpiram svoje srce za veter tvojega duha. Haleluja, naj odnese vse smeti ven iz mojega življenja. Haleluja, naj tvoj ogenj prečisti vse zlato, ki si ga ti dal vame. Hvala ti za dragocene darove. Naj bojo vsi uporabljeni na tvojo slavo. Naj nič ne bo uporabljeno za sebičen namen. Naj nič ne bo izprijeno zaradi greha in poželjivosti. Naj tvoj ogenj gori v meni. Naj tvoja ljubezen gori v meni. Naj tvoje strahospoštovanje gori v meni. Da bom sovražil greh. Haleluja, hvala ti, Gospod. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Mi ti dajemo slavo in čas, Gospod, za to novo življenje. Haleluja, hvala ti za najboljše življenje, ki ga lahko živimo v tvojem sinu. Haleluja. Hvala ti, Gospod, za polnost veselja v vsakmu dnevu. Hvala ti, Gospod, za smisel in namen. Hvala ti za luč tvoje besede. Hvala ti, da je tvoja beseda luč na naši poti, da razsvetljuje naše oči. Haleluja. Hvala ti, Gospod, da imamo sigurnost ne glede na nesigurne čase. Haleluja. In mi se odločamo, da sledimo tvojemu klicu in namenu. In hvala ti, da nam boš pomagal. Hvala, Oče. Amen. Haleluja. Slava Jezusu.